Pozdravljeni, drage gledalke, dragi gledalci našega YouTube kanala Zgodovina slovenskega alpinizma, ki nam, kot že ime pove, prinaša zgodbe iz zgodovine našega slovenskega alpinizma. Te zgodbe so lahko sila vesele, lahko so pa sila tragične. Seveda je veliko teh vmes. Danes bomo govorili o eni od sila žalostnih, sila tragičnih. Spomnili se bomo na dogodek 24. aprila 1983. leta, ko je plaz, ledeni snežni plaz pod južno steno Manasluja pokopal tedaj verjetno najboljšega in najbolj znanega slovenskega alpinista, himalajista, Nejca Zaplotnika. Nejc Zaplotnik je bil tedaj član hrvaške himalajske odprave, ki je želela priplezati na Manaslu preko njene južne stene in v sklopu opremljanja oziroma poskusa vzpona na vrh je Nejca Zaplotnika in še njegovega hrvaškega soplezalca Anteja Bučana presenetil velik snežni ledni podor Serakov in ju pokopal pod sabo. Član te odprave je bil tudi danes med Slovenci verjetno najbolj znan himalajist Viki Grošelj, ki se je prav tako poskušal povzpeti na vrh Manasluja. Viki je bil priča tej strašni nesreči in o tem bo danes z nami spregovoril nekaj besed oziroma se bo spomnil tega dne. Gospod Viki, lep pozdrav. Današnji pogovor je vezan na skorajšnjo oziroma 40-letnico nesreče pod Manaslujem, ko je snežni plaz pokopal takrat verjetno vodilnega slovenskega himalajista Nejca Zaplotnika. Kakšen je bil Nejc z vidika alpinistične kariere v tistem trenutku? Kakšna je bila njegova veljava na slovenskem, v svetovnem merilu in nasplošno Nejc v slovenski družbi? To je že čas po njegovem izidu njegove znamenite knjige Pot. Nejc Zaplotnik je bil nedvomno vrhunski himalajski plezalec svojega časa, ne samo v našem slovenskem merilu, ampak tudi v svetovnem. Mirno ga s temi 3 prvenstvenimi vzponi na 8000 smo ga tako brez težav postavljali v bok samemu Mesnerju. Izjemna osebnost za mene, skratka, najbolj tak čustven človek med alpinisti, večjega pravzaprav altruista jaz nisem poznal. On je dejansko svoje življenje živel tako, kot je bil opisan v Poti. On tam ni nič dodajal, niti nič vzemal, tako če kdo hoče spoznati Nejca, naj to knjigo pač prebere. Moram reči, da sva se midva zelo veliko družila, posebej po odpravi leta 1975, ko smo splezali Makalu. To je bila zgodba, da kateri, če so ljudje ta pravi, nastane prijateljstvo za vse življenje. Takrat sva tudi, oba sva študirala na Visoki šoli za telesno kulturo. Plezala tudi skupaj, dosti vodila najrazličnejše tečaje alpinistične, tako zimske kot poletne, in se skozi to zelo nekako dobro spoznala. Potem je prišel Everest, kjer je Nejc še dodatno zasijal. Vmes je bil na Hidden Peaku, kar tudi nova prvenstvena smer. In zato ni bilo niti čudno, da naj je Stipe Božič takrat povabil na prvo hrvaško odpravo, kjer naj bi pač skušali splezati južno steno Manasluja. Mi smo odšli tja, vse je teklo kot v sanjah, tudi ekipa je bila taka zelo prijazna, prijetna. Midva kot gosta sva se tam perfektno počutila. Torej 2 dni nazaj, pred 40 leti, smo praznovali Nejčev rojstni dan v baznem taboru.
In takrat si niti v najbolj črnih sanjah nismo mogli misliti, kaj se bo zgodilo čez 9 dni. In 24. april je res srhljiv datum, no, lahko rečem zame. Takrat vem, da so se soplezalci Medom Retljem vračala zgore. Krasen dan je bil ravno tistem najbolj strmem, na vrhu najbolj strmega dela pod taborom 2. Sem se pripenjal na te vrvi, da bi se spustil čez navpično steno, ko se je v moji višini 200 metrov bolj proti desni, še danes imam tako pred očmi vsak trenutek tistega, odtrgal en ogromen pas serakov, zgrmel čez 300 metrsko navpično steno in potem s strahovito hitrostjo, razsut kot izjemno hiter leden plaz, pravzaprav planu po dolini navzdol, ravno v času, ko so 3 plezalci, Nejc, Ante Pučan in pa Srečko Gregov, prihajali pod goro. To je bilo eno področje, 20 minut, pol ure, mogoče smo bili tam izpostavljeni nevarnosti, ki se ji nisi mogel izogniti. Ali je lahko plaz preletel s pika 29 ali pa z Manasloja. In jasno, jaz sem tako kot uročen gledal dol, kaj se dogaja, videl, kako so se ustavile tiste pikice, začele teči nazaj, hip, zatem je pa seveda ta ledeni oblak, ki je nastal nad plazom, vse skupaj zagrnil. Ko se je razkadil, sem videl, da ena oseba je ostala in je začela iskati druge, se je potem pohitel navzdol, zvedel, da se je Nejca zasulo, po nekem strašnem naključju smo ga celo uspeli najti, izkopati iz plazu, žal mrtvega. Anteja nismo mogli najti, ker je bil plaz trd kot beton, tako da niti sondam ga nismo mogli prebosti, plus tega, da je skozi bila nevarno, da se še enkrat usuje v dolino in je bilo to pravzaprav šokantno. Nam se je zdelo, da se nam podira svet, pri 31 smo bili pripričani, da smo neumrljivi, tako kot vsi takrat mislijo. Potem se je pa to zgodilo Nejcu, ki je bil pa resnično najboljši med nami in to te nekako načne, pretrese in pravzaprav dotovče. Takrat se nam je zdelo, da mogoče pa to ni smiselno, kar počnemo. Ampak to je spet potem, po drugi strani so se s Tibetom, tudi se odprav smo takrat prekinili, s Tibetom so se vrnili naslednji dan zaradi Nejca in Anteja, pravzaprav tudi šla za to, da bi splezala gor. Ko smo prihajali domov, to je bilo zanimivo, so nam ljudje rekli, da smo taki videti kar malo brezčutni, pač tako zelo mirno smo odreagirali, ker se nihče ne ve, kaj se nam je dogajalo celotno pot, ko vse to vidiš, ko prijatelja potem izkoplješ, ga preneseš na rob ledenika in tam pokoplješ. Ampak to je samo ali znoriš, ali pa skušaš živeti s tem. In zase lahko rečem, da sem takrat se odločil, da pač bom skušal ta bolečino pretopiti v en tak prijazen spomin na prijatelja, s katerim smo sanjali iste sanje. In jaz upam, ali pa čutim nekako, da mi je to uspelo, ker ne nazadnje ne kot žrtev, ampak en tak prijazen spomin na nekega izjemnega človeka, ki je sledil svojim sanjam in ne nazadnje tudi za Slovenijo na nek način ogromno naredil, kar se tiče te prepoznavnosti, je to dober občutek. Če takole se pravzaprav ne mine dan, da se ne bi spomnili nanj, ne nazadnje tudi ta najmen pogovor je pravzaprav posledica tega, tako da sami lepi, čeprav tragični spomini, ampak res je bil velik človek in sem mu še danes pravzaprav hvaležen za vse, kar je naredil, za rekel, kot alpinist, za Slovenijo, pa ne nazadnje za tisto, kar sem se jaz veliko od njega tudi naučil. Bila sva drugemu in prijatelja in soplezalca in na nek način učitelja. Tako da lepi spomini in naj še dolgo ostanejo. Na nek način je spomin na njega prav ta vaša odprava oziroma smer 84. leta v
Manasluju in konec koncev seveda tudi vaši spomini v vaši knjigi, kjer ste opisali to nesrečo. Ja, seveda, vse to se nekako skozi pojavlja, skozi se ponavlja in skozi to tudi malo, lahko rečem, malo terapevtsko, no, doživiš vse skupaj, ne, ker res ena mogoče še najbolj, rekel, takih lepih stvari, pa takih zelo, rekel, senzibilnih je bila ta, da sem mu takrat na grobu, ne, nekako obljubil v mislih, da bom skušal, če bo kdaj priložnost, njegovo družino pripeljati na njegov grob. In takrat sam nisem verjel v to, kar govorim, takrat mi je šlo bolj za to, da nekako skušaš potolažiti tisto neznosno bolečino, ki jo čutiš, ampak tudi to se je zgodilo. 13 let kasneje sem njegovo družino, torej ženo Mojco in sinove Nejca, Luka in Jako pripeljal na ta grob. To je bilo brez doma eno mojih najbolj čustvenih potovanj v Himalajo, ki pa nam je vsem očitno zelo veliko pomenila. Mojca me takrat zaupala, da je pravzaprav šele takrat se nekako potem poslovila od moža, ne, ko je bila na njegovem grobu. Ne. Tako da, pravim, Himalaja je prinaša same ekstreme, ne. Ekstremne uspehe, žal tudi ekstremne tragedije, nikoli pa ni tako, da je bilo tam karkoli povprečnega. No. In to na nek način veličina tega najvišjega gorstva sveta.